Lepo pozdravljeni na pogovoru v sklopu prireditve Frankfurt po Frankfurtu. Nocojšnji pogovor organizirata Mladinska knjiga in Zavod Znanost na cesti. Moje ime pa je Renata Dacinger. In nocoj se bomo pogovarjali o tem, kaj bi morali in kako narediti, da bi naš planet ohranili za naše zanamce, prijazen za življenje. Povedali bomo nekaj dobrih praks, po drugi strani pa naš pogovor poteka v času, ko so zgodovinsko gledano cene energentov najdražje do zdaj, najvišje do zdaj, ko cene električne energije naraščajo, ko v Glasgowu poteka podnebna konferenca, ki jo mnogi ocenjujejo kot zadnje upanje, da bomo ustavili segrevanje planeta, in ko je na svetu pandemija koronavirusa. Zdaj, pogovarjala se bom s tremi odličnimi sogovorniki in lahko rečem tistimi, ki jim ni vseeno in želijo zato, da ne bomo popolnoma uničili našega planeta, nekaj storiti. Z menoj so okoljski ekonomist dr. Jonas Sonnenschein iz Monotere. Lepo pozdravljeni. Hvala. Moj novinarski kolega Boštjan Videmšek, pozdravljen. Živjo. In profesor dr. Griša Močnik iz Univerze v Novi Gorici in Inštituta Jožef Štefan. Pozdravljeni. Zdrav. Zdaj, začela bi kar pri vas. Vi ste se pred kratkim vrnili iz Zelenorskih otokov, kjer ste merili koncentracijo črnega ogljika in puščavskega peska, tudi zato, da bi ugotovili, kako vplivata na klimatske spremembe oziroma podnebne spremembe. Zdaj, kaj ste ugotovili? Zaenkrat še nismo ničesar dokončno ugotovili, ker obdelava podatkov traja nekaj časa. Nas je zanimala ta mešanica puščavskega peska, ki ga veter nosi čez Atlantik, in saj, ki jih povzročimo ljudje, zato ker so to delci, ki so v modelih premalo zastopani, oziroma modeli so preprosti, in tisto, kar mi poskušamo s temi meritvami narediti, je te kompleksnosti modelov karakterizirati in povečati v resnici, zato da ker te podrobnosti, ker so modeli nelinearni, lahko močno vplivajo na rezultate modelov. Modele pa rabimo zato, ker najprej naredimo meritve, s katerimi izmerimo stanje okolja, v tem primeru podnebja, potem s temi meritvami umerimo modele, s katerimi lahko potem različne scenarije preigravamo. In na podlagi teh scenarijev pol tudi ukrepe za izboljšanje stanja lahko načrtujemo in jih izpeljemo. Ko jih pa enkrat izpeljemo, pa spet izmerimo stanje in kvantitativno določimo izboljšanje. In to je pri podnebju veliko bolj komplicirano, kot pri kakšnem lokalnem onesnaženju zraka narediti, ker so ti modeli zelo, zelo zapleteni. Mogoče bi vas na začetku še vprašala to. Približno vemo, kako vpliva na podnebne spremembe ogljikov dioksid. Nekoliko manj pa vemo, kakšen je vpliv črnega ogljika. Kako torej črni ogljik vpliva na samo podnebje? Črni ogljik je črn in absorbira sončno svetlobo. Ti delci so v zraku nekaj tednov in absorbirajo sončno svetlobo in se segrejejo in s tem segrevajo ozračje. To je drugače kot CO2, ki absorbira toploto, ki jo Zemlja seva. In življenjska doba ogljikovega dioksida je nekaj desetletij, teh delcev, vsaj črnega ogljika, pa nekaj tednov. In zato se govori o črnem ogljiku kot o eni taki tarči za ukrepe, s katerimi bi takoj lahko ustavili oziroma upočasnili segrevanje atmosfere. Tehnični ukrepi za zmanjšanje izpustov črnega ogljika so že na voljo. Medtem ko pa ukrepi za zmanjšanje izpustov CO2, pa za izločanje CO2 iz atmosfere ali pa podobne stvari, teh ukrepov pa še ni. Nekateri tudi tehnično še niso zares razviti. Tako da je črni ogljik ena taka fina tarča, s katerim bi se dalo upočasniti segrevanje na hitro. Je pa to političen problem lahko, ker bi lahko to služilo kot izgovor, da bi se lotili zmanjšanja izpustov CO2. Zato ker na dolgi rok je pa zmanjšanje izpustov CO2 edina stvar, ki lahko zmanjša segrevanje in ga ustavi. Tako da tukaj je ta tehnična in politična perspektiva sta nekoliko drugačni, oziroma politična je lahko malo nevarna, zato ker lahko pozabimo na glavni del problema.
Pravzaprav bomo nekako poskušali najti, kaj so tiste stvari, ki jih lahko naredimo, ki bi jih morali narediti. Mogoče bi vas vprašala, ste okoljski ekonomist. Ekonomija pa je pravzaprav tista, ki nekako povzroča vse te posledice, ki onesnažuje okolje, ki prekomerno izkorišča pravzaprav naravne vire. Ne ravno ekonomija, ampak industrija, potem pa ekonomija tista, ki nekako vodi vse to. Kaj pomeni okoljski ekonomist? Je lahko ekonomija sprejemljiva za okolje? Ja, to je zanimivo vprašanje. Če gledamo na ekonomijo kot predmet, kot znanstvena disciplina, potem je v fokusu glih to, učinkovita alokacija virov, da ne zapravljamo. Ampak to je čisto drugače, ko gledamo na ekonomsko prakso. Ekonomsko prakso se strinjam, je čist netrajnostna in tudi neučinkovita, če gledamo na ekonomsko korist. Ekonomski korist pomeni zdravje, zdravo okolje in tako dalje. To so stvari, ki mogoče nimajo tržne cene, ampak še vedno imajo korist za nas. In zato mislim, da ja, če smo dobri ekonomisti, delamo nekaj za okolje, ker ekonomske koriste, to je veliko več kot samo to, kar je na trgu. Boštjan, vi ste napisali, ti si napisal knjigo Setikava, kar sva kolega, Plan B, pionirji boja s podnebno krizo in prihodnost mobilnosti, v kateri si opisal pravzaprav primere dobre prakse, majhne skupnosti, ki so našle nek način, da proizvajajo zeleno energijo, da uvajajo električne avtomobile, ki so pravzaprav električni tudi v smislu, da uporabljajo električno energijo pridobljeno iz zelenih virov. Neverjetno me je razveselilo, pa moram reči, da tudi presenetilo, da je tvoja knjiga postala uspešnica in da je postala knjiga leta 2020, pa mogoče eno tako vprašanje, je tudi tebe to presenetilo, ker to lahko po eni strani pomeni, da nam pa vseeno ni popolnoma vseeno, da nas zanima to in da iščemo te dobre prakse. Ja, iskreno me je izrazito presenetilo, zelo šokiralo, glede na to, da je knjiga šla v bistvu malce po prvem vrhuncu pandemije, ko je bila javna sfera okužena z eno samo temo, še vedno je v resnici, ko se je neka taka empatija začela že tako zelo načeta, začela zapirati za štiri stene, dobesedno, in ko je, bi rekel, interes za bolečino drugega, za dogajanje v svetu, za tisto, kar praktično pozemeš celo profesionalno življenje, v bistvu katapultiral do niča. In zaradi tega sem bil izrazito presenečen, da je takšna knjiga v bistvu predrla te kar močne barikade, ki so na voljo v javnem diskurzu tukaj in zdaj. Po drugi strani se bojim, da je knjiga uspela tudi zaradi malo napačnega razloga. Jaz sem to knjigo pisal izrazito kognitivno disonanco. Razen pri 2-3 primerih sem poln dvomov. Poln nekih notranjih nasprotij. Ogromno neke take agresivne samorefleksije bilo pri teh zgodbah. Samo se mi zdelo ključno vseeno dati na voljo vsaj nekaj tistega, kar zunaj obstaja in ponuditi vsaj nekaj odgovorov na eno ključnih vprašanj, če ne ključno vprašanje našega časa. In se mi zdi, da je bil odziv publike na knjigo pa tudi zato tako dober, ker je ne zares hote ponujala upanje, tako. V bistvu celo neko rešitev, kar nekje se je pojavil pri številnih bralcih in odzivih sem opazil celo malo tak metafizičen celo ali pa malo bolj ceneno rečeno wishful thinking moment, in treba biti tukaj zelo iskren, vesel sem, da se je knjiga lepo prodajala in da je zelo lepo prepoznana, skrbi me pa, da na ravni posameznika, številnih posameznikov, bralk in bralcev, je bila lahko razumljena tudi kot neke vrste odpustek. To je tisto, kar sam naredim v boju s podnebno krizo. Preberem knjigo. Tako, sicer to je zelo veliko, kar lahko človek naredi, to preprosto, da prebere katerokoli že praktično knjigo. Ampak to je korak iz neke apatije. In intelektualna spodbuda v vsakem primeru. Ampak
glede primerov dobre prakse, ki so opisani v knjigi, pa je ključno, da se nobeden izmed njih, razen enega samega, no, tega grškega otoka Tilosa, ne ponujajo kot finalna rešitev podnebnega vprašanja, ker seveda to absolutno in nikakor niso. Tudi v skupnem seštevku, pa če bi bilo še 150 podobnih primerov zraven, to ne bi bili. Ne? Rešitev je samo ena in vsi, ki tukaj sedimo, poznamo. Logika odrasti, manj, ne več. Vsekakor. Ne? In torej, tukaj pa jaz vstopam na semi-metafizično, semi-wishful thinking nivo in plato, kot nekdo, ki je več kot 20 let spremljal vojne, ne, in zrl v eno izmed bistev človeštva neposredno, težko, tukaj je kognitivna disonanca radikalna, verjamem, da smo kot vrsta sposobni se soočati uspešno s podnebno krizo. Ne, ker smo v jedru pohlepni in nam primanjkuje tista etična podstat, ki omogoča samo omejevanje. Zdaj, tukaj sem naredil tako piko, da bi pravzaprav lahko nehali govoriti in iskati rešitve. Naredili kolektivni samomor. Vsi ga delamo. Sam se ne strinjam čisto. Super. Zakaj? Zato, ker je treba ločiti to neko akcijo na individualni pa na kolektivni ravni. In na individualni ravni pač človek, ne vem, ločujemo odpadke, govorimo o podnebnih spremembah in tako naprej. Ampak, če pogledamo zgodbe o uspehu iz preteklosti, ki se tičejo okolja, imamo mednarodno konvencijo o transportu onesnaževanj na dolge razdalje, ki je ukinila kisu dež na praktično celem svetu. Na Kitajskem še ne čist, ampak so oni z uvedbo istih pravil uspeli iti po pravi poti naprej. Kisovega dežja ni več, zato ker je bila na začetku neka mednarodna konvencija na nivoju Združenih narodov, ki se je potem implementirala skozi nacionalno zakonodajo. In to smo videli, ko smo živeli še v Jugoslaviji v 80-ih letih. Tako je v sistemu, kjer je bilo, se je dajalo industriji prednost pred nekimi individualnimi recimo svobodami. Drug primer, kasnejši, je ozonska luknja. Izpuste kloriranih ogljikovodikov smo uspeli zmanjšati z preprostimi tehničnimi ukrepi, ker smo zamenjali pline v hladilnikih in pa v klimatskih napravah. In tukaj so oboje bili tehnični ukrepi, ki se jih je uvedli pri virih zgorevanja ali pa pri virih hlajenja in so rešili globalne probleme. Problem podnebnih sprememb je seveda drugačen, ampak način reševanja mora biti pa enak. Z nekim mednarodnim sporazumom, ki se potem implementira na evropski ali na nacionalni ravni. Problem pa CO2 je drug. Je to, da je snov, ki jo je treba regulirati, skratka ogljikov dioksid, je produkt nastanka energije. In mi lahko povečujemo učinkovitost, proizvodimo hiše in tako naprej, ampak v resnici na koncu je treba zmanjšati proizvodnjo energije. In tega se pa v političnem sistemu, ki zahteva stalno ekonomsko rast, ne da. Kar pomeni, da je treba politični sistem spremeniti. Kar najbrž ta hip ni zelo popularna teza. Ja, ampak recimo, tebe sem želela še vprašati to, da si recimo na začetku razmišljal pri knjigi, ali opozarjati in kazati vse slabe primere, vsa degradirana okolja na svetu, vse tam, kjer je v bistvu najslabše in ljudem pokazati, sem drvimo, ali res pokazati tisto, kar je dobro in vzbuditi to upanje, ker si nam ga dejansko, ko preberemo knjigo, si rečemo, je mogoče. Zaznamo dvom, vidimo, da se je, recimo, če se lahko primerjamo, mogoče najbliže nam je primer iz Avstrije, ki se je nekoliko slabše končal, ampak lahko rečemo, da še vedno nekako vztrajajo, še pridobivajo energijo iz biomase, ni tako slabo, ni se pa razširilo, ni pa tako uspešno. Se pravi, strah ni tista prava pot, ni prava pot ljudem kazati, glejte, sem drvimo. Mislim, pri meni je prišel v resnici do nekega strateškega preobrata, ki je izhajal iz frustracije nemoči mojega poklica,
20 let plus sem pač poročal iz vojn, pisal begunske migrantske zgodbe, stanje se je zaostrovalo, ena praktično razen balkanskih vojn, v kateri pisal se ni v tem času končala. Ne? Zakaj vraga to delam pol? Ne? In se sprašuje praktično celotna generacija novinarjev, ki pripadam. Ne? In obenem sem že od leta 2004 naprej recimo Darfurja zelo jasno gledal v oči posledicam podnebne krize v jedru modernih konfliktov. Ne? In večina vojn poteka tam, kjer je najbolj vroče, najbolj suho in kjer so posledice podnebnih sprememb izrazito že kar nekaj let. In to ni več novica. Ne? In se mi je zdelo nujno, tudi bi rekel za, ne vem, zelo egoistično povedano, za lastno dušo narediti obrat k nečemu, kar v sebi nosi navdih, morda tisto, kako omenjeno prej, kanček, oklepaju, upam, da ne, lažnega upanja, ne? In poiskati pač primere pozitivne prakse, ne? In skupaj s fotografom Matjažem Krivicom sva pač zavestno iskala primere dobrih praks, zato, ker pač v bistvu diskurzov itak dominirajo primeri negativnih praks, ki so vse prisotni, so obči, so prepoznani in so, kako bi rekel, sem tudi sam izrazito intenzivno sodeloval pri njihovi naraciji, a ne. In je bilo čutil sem, da pač je prišel trenutek, da kot novinar, ki je dobesedno živel od opisovanja tujih tragedij, a ne, naredim nek obrat k tako konstruktivnemu žurnalizmu, kot se temu reče v anglosaškem akademskem svetu, a ne. In si vzamem to pravico, ne, če ne dolžnost, da namesto zgolj postavljanja vprašanj in kontekstualizacije, a ne, in opisovanja sveta okoli sebe, mogoče lahko ponudim tudi nekaj, kar je vsaj približno kot govorov. Ja, mogoče lahko tudi še jaz nekaj dodam. Jaz mislim, da je pomembno, da rešimo napačne dileme tukaj. Je enkrat ta dilema, ali je posameznik ali sistem. Ali so tehnološke rešitve ali pa vedenjske spremembe. Jaz mislim, da to nekako gre skupaj. Ne? Kot posameznik smo zelo pomembni, ampak ne kot potrošnik samo. Ne? Velikokrat gledamo na posameznik, kot da je samo potrošnik, ki leti, ki kupi, ki vozi avto. Ampak smo tudi državljani, volimo, smo politično aktivni. Smo aktivni v organizaciji. Organizacija je lahko služba. Mislim, Boštjan ne leti v Afriko, da Boža ima nos v rok, ampak potem piše krasno zgodbo o tem. Ne? Mislim, to mislim, ali pa smo tudi zgled, smo tudi aktivni državljani. In velikokrat imamo te napačne dileme. Ne? Ja, posameznik je zelo pomembno. Tudi so zelo aktivni posamezniki, samo mogoče te beli moški srednjih let, ki so v poziciji moči, ki so naši politiki, menedžeri, oni niso dovolj aktivni. Ne? Tako da rečemo tako pavšalno, nič ne naredimo, to ni res. Veliko nas je aktivnih. Mladi so zelo aktivni, so zelo dobro izobraženi, razumejo, da bojo trpeli v prihodnosti. Ne? Ženske so zelo bolj aktivni kot moški povprečno. Tako da tako pavšalno je težko reči, da nič ne naredimo, da posameznik je pomembno, ampak ne kot potrošnik samo. Ne? Jaz sem pred leti govorila z profesorjem Robertom Watsonom, nekdanjim direktorjem medvladnega panela za podnebne spremembe, in sem ga vprašala, ali recimo to, da se odločim, da grem na počitnice recimo v Slovenijo, namesto da bi letela v Avstralijo, nekaj dobrega za okolje. Ima pravzaprav to pri vseh teh letih, ki so vsakodnevno kakršnokoli, a je to sploh ima kakršnikoli pomen? In v bistvu sem bila presenečena nad tem, ali pa tudi ne, da je rekel, ja, vsako dejanje šteje. Če ne šteje ravno, kar se tiče tistega letala, ker bo vseeno šlo, šteje zato, ker počasi začnemo razmišljati o tem in recimo začnemo vplivati en na drugega, razmišljamo, se odpovemo neki stvari. Ampak povedal je pa neko drugo stvar, da imamo razvite države pravzaprav večjo odgovornost pri tem. In zdaj omenili ste recimo nekaj ljudi, ki bi lahko imeli vpliv. Zdaj sem pomislila na
bogataše, ki namesto, da bi se ukvarjali z našim planetom, sedejo v Space Shuttle, ki v eni minuti delovanja onesnaži toliko kot en avtomobil v 200 letih, pa je verjetno to zelo posplošeno, nekaj sem prebrala ta podatek, in grejo v vesolje in se čez nekaj trenutkov vrnejo nazaj. Ja, no, jaz mislim, da bi bilo veliko koristno Amazonove serverje ugasniti, zato ker je poraba energije v teh serverjih neprimerljiva s čimkoli drugim. In to je, da uničujejo male in lokalne knjigarne. Je pa, mislim, pa davke ne plačajo. In ko bojo plačali davke, se bo dali s tem denarjem, če se ga pravilno investira v zaščito okolja, v infrastrukturo, ki omogoča prehod na obnovljive vire energije, pa na načine tako mobilnosti kot ogrevanja hiš, tako kot porabo energije za industrijo, ne se da spremeniti stvari. In se da na nivoju, ki je neprimerljiv za individualno akcijo. Ampak ta argument, ali lahko jaz naredim kaj za to, da se podnebje ne bo spremenilo, je enak argument v vprašanju, ali lahko jaz na volitvah kaj naredim. Moj glas, individualni glas, je res kaplja v zelo velike morje. Ampak z svojim političnim angažmajem pač spreminjaš politično pokrajino. In lahko si bolj angažiran ali pa manj angažiran, ampak tudi če greš samo na volitve in se pred tem en teden pogovarjaš z sorodniki o tem, si politično angažiran. In pri podnebnih spremembah je isto. Ta diskusija na individualni ravni spreminja stvari. Kljub temu, da pač to, da se s kolesom nekam zapelješ z avtom, je zelo majhen prispevek pri izpustih CO2, ampak s tem začneš paradigmo spremenjati. In to je zelo pomembno. Zato se o tem govori. Kako na podnebne spremembe pravzaprav vpliva družbena neenakost? Ja, mislim, to je dober primer. Jaz mislim, da 1% najbogatejših na svetu ima enake izpuste kot najrevnejša polovica. Tako da, ja, neenakost vpliva na podnebne spremembe in podnebne spremembe tudi vplivajo na neenakosti. Globalni jug že zdaj čuti posledice podnebnih sprememb veliko močnejši kot mi tukaj v sredini Evrope. Ampak ta primer, Bezos in tako, je dober primer za to, kaj sem prej rekel. Ja, absurdno je, da leti v vesolje, je, po moje, ampak mogoče gledamo na to spet, kot da je on potrošnik. On je tudi investitor, lahko pa svoj denar investira v rešitve, ne pa v tak vesoljski program. Je zgled in tako dalje. Tako da spet gledamo samo na potrošništvo in jaz mislim, da to je nevarno, če preveč govorimo v to smer, da vsako dejanje šteje, mi smo odgovorni. To pomeni paradigma, da samo posameznik lahko spremeni nekaj, posameznik potroši, posameznik. Ne, skupaj smo v tej zgodbi, skupne rešitve moramo najti. Tako da ja, seveda, jaz sem začel tukaj kampanjo Leto brez leta, da ne letim za eno leto. Ampak to, ker sploh še ni bilo debate, ker zdaj mislim, da jaz rešujem težave s tem, da ne letim. Jaz sem hotel imeti debato o tem, ker sploh ni bilo vprašanje prej. Ampak na drugi strani, ja, to je tveganje. Mislim, da Boštjan mogoče ima tudi mnenje tukaj. Michael Mann v svoji zadnji knjigi The New Climate Wars zelo jasno postavi tezo, da prelaga odgovornost na posameznika, po domače smrten greh. In da je to v bistvu radikalna taktika, krvoločna taktika za ohranjanje status quo strani korporacij in vodilnih onesnaževalcev in jo primerja v dolgi, več stran, 100 strani dolgi analizi z taktiko tobačne industrije, z proizvodno sladkih pijač in podobnih toksičnih industrij, ki so v bistvu z marketingom, s PR-om
oglaševanjem v bistvu težo odločitve, diktatura izbire, bi temu rekel, prenesla na pleča posameznika, potrošnika. Ne? In upovedovanje, da je potrošniška izbira tista, ki bo rešila svet, se mi zdi strašno zavajajoče, boleče in celo globoko neetično. Ne? Če postavimo v graf, v tabelo onesnaževalce, največje in odgovornost posameznika, zelo hitro ugotovimo, da se pogovarjamo o zelo napačni stvari. Ne? In če posameznik etičen, če etika zelo hitro lahko rata tudi obsesivno-kompulzivna motnja, slediti nekim notranjem ukredu, če tudi na lastno škodo, racionalno zavedanje iracionalnega početja. Ne? To vodi praktično do tega, da v bistvu se odpove še pred zadnjim spodnjim gatam v nekem trenutku. Ne? Medtem ko okoli tebe v bistvu se radikalizira preomenjeni status quo. Ne? In valjenje odgovornosti na pleče posameznika, spet smo pri Michaelu Mannu, je v bistvu neke vrste taktična vojna. Ne? Ki je izjemno uspešna. In diskurs ravno potekajočega kopa 26 v Glasgowu uporablja točno ta jezik. Ne? In v bistvu to je tako lahkotno umikanje odgovornosti, v zaskrbljenosti za posameznika. Jaz na ta 1%, na Bezosa, na Muska, jaz gledam na njih kot na davkoplačevalce. Naj plačajo davke, potem pa lahko z mehanizmi države, javnimi mehanizmi države, ta denar razdelimo na koristne projekte, ki koristijo tistim, ki so socialno slabši, za izboljšanje okolja in za tranzicijo. Zato, ker tranzicija je pa tukaj bistvo. Pač zmanjšati je treba izpuste CO2. Karkoli zgori kot gorivo, ki vsebuje ogljik, konča v atmosferi kot ogljikov dioksid. In teh izpustov mora biti manj, zato je treba porabljati manj energije. In ta tranzicija je lahko financirana samo z javnim denarjem. In to tranzicijo je treba narediti tako, da se pač pobere davke tam, kjer se jih do zdaj ni. S tem treba začeti. Nakazali smo nekaj rešitev. Jaz bi se zdaj vseeno še dotaknila pandemije. Živimo v času, ko se je zgodila pandemija koronavirusa. Na začetku se je zgodilo to, da so se izpusti zmanjšali. Zdaj, kaj je pravzaprav to pomenilo? Po eni strani smo rekli, mogoče je. Po drugi strani je to lahko pomenilo, mogoče je, ko bo potrebno. Kaj nas je v bistvu ta kriza naučila? Nič. Če pogledamo, ko so se izpusti dvignali takoj, ko smo se delali, da je vse normalno, kot temu, da ne, se pomeni, da z izrednimi razmerami tega ne moramo ustaviti. Ne moramo podnebnih sprememb ustaviti, da se delamo, da so to izredne razmere, ki jih bojo reševali ljudje individualno. To je problem, ki je kolektiven in ki je globalen. In tukaj je treba seveda se zmeniti, kako razvijajoče države ne pustiti na stopni, na kateri so zdaj, ampak jim omogočati nek razvoj, kljub temu, da so razvite države že 200-250 let spuščajo ogljikov dioksid v zrak. To je pač komplicirano. Mislim, da situacija je zdaj podobna kot po finančni krizi 2008-2009, ko so padli emisije. Potem je bil velik push za zeleni dogovor, takrat še, zdaj spet. Ampak dokler se struktura ekonomije ne spremeni, kako mi v bistvu naš denar zaslužimo, s čim, potem je samo rebound po krizi in to vidimo zdaj. Tako da, rabimo strukturne spremembe, kaj res potrošimo in Zdaj, ko sem brala tvojo knjigo, sem nekako iskala, kaj je tista nekako skupni imenovalec, kaj je značilno za vse te kraje, kjer se pa vseeno dogaja nekaj premika, kjer živijo drugače. Zdaj sem našla en tak skupni imenovalec nekoga, ki srčno verjame v te spremembe, ki komunicira z ljudmi, ki gre od vrata do vrat in vsakemu posebej razloži, zakaj je to dobro. Je še kaj takega, kar je značilno? V bistvu, kako pravzaprav zdaj te spremembe upeljevati, pa če zdaj nekako pustimo posameznika pa nivo družbe, ampak nekje je potrebno začeti. Kaj so ti skupni imenovalci? Kje se povezujejo te tvoje zgodbe?
Če govorim samo o svojih zgodbah, sam sem naredil v bistvu neke vrste algoritem po tem, ko sem zgodbe dal na kup, in šel po vrsti. Neposredno soočenje s podnebno krizo. Daniel Kahnemanov, kot vrsta nismo mreženi za spopad z grožnjo, ki ni neposredna. Tam, ki je, pač nimaš izbire. Drugo, obstoječa skupnost, delujoča skupnost je enako solidarnost. Je enako družbena in individualna samorefleksija, stalna, agresivna, neizprosna. Naslednje, posameznik, ki deluje v prvi osebi množine, ki ima roko na srce, to treba povedati na glas, liderske sposobnosti in povezan to skupnost predstaviti v smeri kvantnega preskoka, kar nekaj takih uspešnih zgodb je. Naslednjo, ki se mi zdi pa prva, ključna in temeljna in v zadnjih dneh v okviru kopa in dogajanja v svetu, v katerem, bojim se, nepovratno drvimo v novi globalni totalitarizem. Demokracija, odprta družba, človekove pravice. Lansko leto, točno ob tem času, sta vzporedno prišli v javnost, evropska javnost, dve raziskavi. Ena je govorila o neizpolnjevanju oziroma o izpolnjevanju / neizpolnjevanju okoljskih zavez držav Evropske unije. In na prvem mestu po neizpolnjevanju je bila presenečenje Madžarska, na drugem pa Slovenija. Kar naenkrat je Madžarska spet kolonialna sila. Na drugi vzporedni raziskavi pa je bilo zelo natančno pokazano, kako se je zožala raven odprte družbe, torej po domače demokracije, v času prvega vala pandemije v Evropski uniji. In lestvica je bila popolnoma enaka. Najbolj se je zožala na Madžarskem, Slovenija je zelo lepo in zvesto sledila. In korelacija razumevanja in spopadanja s podnebno krizo z možnostjo nekega solidarnega, demokratičnega delovanja je zelo premo sorazmerna. Vsaj po mojih izkušnjah. To ni nobena znanstveno preverjeno dejstvo. To je tudi algoritem, ki sem ga v bistvu vzpostavil iz svojega novinarskega dela. In to poskušam tudi ves čas ponavljati. In v tem trenutku, grozljivo je, če smo pri komunikaciji znanosti, kar je tvoja vrhunska specialiteta, je, da o podnebnih razmerah, podnebni krizi, vsemu, kar sledi in se dogaja, razpravljajo tisti, ki to živijo, ki nosijo kredo te zgodbe, ki so bili, hočeš nočeš, prisiljeni v iskanje rešitev, ki živijo tisto, kar pridigajo, morda ne nujno po svoji volji. To je eno. Drugo, kako je mogoče, da krivci igrajo žrtve v Glasgowu. Kako je mogoče, da v tem trenutku, v tako globaliziranem svetu, nimamo nobene, Združeni narodi so živi fosil, ki je boter vseh modernih genocidov. Kako je mogoče, da nimamo ene mednarodne organizacije, ki bi bila sposobna postati neke vrste globalna koalicija za spopad s podnebno krizo. To se mi zdi na politični ravni nekaj ključnega. V tem v Glasgowu debate ni. Sploh. Ampak če zdaj pogledamo recimo zadnjih 10, 15 ali pa mogoče 20 let, se ne da pravzaprav iščem pozitivne zgodbe in želim od vas, da bi rekla, vseeno se nekaj pametnega dogaja, se premika. Ampak vseeno, če pa pogledamo zadnjih 20 let, a je kaj takega, kar lahko rečemo, mogoče se pa bo spremenilo in se bo dalo nekaj narediti in spremeniti. Recimo, a je kaj takega, sploh to, da je bila letos objavljena študija, in konsens, da so podnebne spremembe dejansko povzročene od človeka. Ker kar nekaj časa smo govorili, a je sploh človek tisti, ki to povzroča, to je lahko naravni cikel Zemlje, danes pravzaprav tega dvoma več ni. A je saj to nekaj korak v to smer, ali je to spet neki podatek, nad katerim bomo rekli, a res, in nekako šli naprej in čakali, ne vem. Jaz mislim, da trend, ki je že v ta pravo smer, in znanstveni trend, in tudi rešitev, počasi imamo več in več obnovljivih virov, manj in manj fosilnih, investicij gre v to smer, ampak čist prepočasi gre. To je problem.
Mislim, trendi so že pozitivni, ampak so pač majhni in počasi. Spravi, potrebovali bi nekoga, ki bi, ne vem, ampak za majhne kraje lahko najdemo nekega posameznika, ki to gre naprej. Kaj pa za svet? Recimo pred leti je Greta Thunberg začela z podnebnimi protesti, štrajki. Zdaj, je predstavnica mladih, tistih, ki jih bo to bolj bremenilo kot nas. Pravzaprav verjamemo ji, resnično lahko rečemo, da se je za to zavzela, ker njo zanima njena prihodnost, naš planet. Pa vendar se mi zdi, da si pravzaprav vsi svetovni voditelji jo povabijo na neko srečanje in to pomeni urejeno. Greta je povedala in potem, ko je tega srečanja konec, se spet ne zgodi nič. Za začetek bi lahko nehala subvencionirati fosilna goriva. Ali pa veliki dogovor tega tedna je, da bojo nehali sekati gozd, čez ne vem koliko let. Do 2030. Ja. Po 2030. To je v 9 letih. Zakaj tega ne začnemo jutri? Mislim, amazonski pragost ali pa pragozdovi v jugovzhodni Aziji je tako, da pač posekaš pragost, ali pa posajiš sojo ali pa paseš govedo v Amazoniji, ali pa posadiš palme za olje v jugovzhodni Aziji in ko s tem končaš, si uničil to področje, ker tam ne zraste nič več, nikoli skoraj. S tem, da v resnici, to ni res. Ta področja se da obnoviti, če investiraš v njih dovolj. Recimo, prav amazonski pragost je podpiral zelo velika mesta ob Amazonki, za katera ne vemo nič, zato ker ni nobenih pisanih virov, razen tistih prvih konkvistadorjev, ki so govorili o bajnih velikih mestih, ki jih potem ni bilo več, zato ker so jih bolezni uničile. Ampak zdaj so pa arheologi prišli in so našli ta mesta. Tako da, če, kot sem že rekel prej, če poberemo davke, s temi davki lahko popravimo zadeve. Tako podnebje kot okolje, ki smo ga uničili, ki je v tem ciklu za podnebje. Tako da, tukaj govoriti o individualni akciji kot o neki naravovarstveni ali pa okoljevarstveni, podnebnovarstveni akciji je koristno, zato ker je treba spremeniti to naracijo o okolju in o podnebju. Ampak to je problem, ki se ga da rešiti samo na nekem mednarodnem nivoju in IPCC kot forum znanstvenikov je pač eno področje, v katerem se o teh tehničnih vidikih da pogovarjati. Ampak implementacija je pa zmerno politična. Zmerno je politična. In gledati Borisa Johnsona na COP26 je tako, da pač jaz raje stran pogledam. Zato, ker je to tako, da bi nekoga, ki prodaja cigarete, dal na nek dogodek, kjer se govori o škodljivosti cigaret. Bi ste želeli še nekaj dodati? Ja, da je gost dober primer, da rabimo res trdo regulacijo. Da mogoče ni več čas za ceno na ogljik, ker to da naš mogoče malo podporo, da spremenimo navade, ampak tako ceno, ki ga bi rabili za masovno spremenje navad, je politično nesprejemljivo. Tako da trdo regulacijo, to pomeni moratorium, da ne sekamo več, da ne gradimo več letališč, da ne gradimo več cest. Take regulacije rabimo zdaj, ne pa ceno na ogljik od 50 gor na 60 ali pa 65. To ne bo nič spremenilo. Tako da, in potem, ko naprimer Evropska unija gre naprej, tudi države sledijo. Naprimer let, zdaj nimamo več žarnice. To je trda regulacija Evropske unije. So rekli, da ne smete več prodati v Evropske uniji žarnice, samo še letke. No? In potem sledijo trgi na svetu. Isto za avtomobil. Ja? Zdaj rabimo časovnico. Tehnični ukrepi za zmanjšanje izpustov avtomobilov, zakonodaja, ki velja v Evropi, ki se ves čas spreminja in se te mejne vrednosti spuščajo in se zadeve zaostrujejo ves čas. Ista zakonodaja je implementirana v Indiji in na Kitajskem, kar je skupaj 3 milijarde ljudi.
S tem, da je seveda posledice so širše, zato ker njihove ogromne avtomobilske industrije imajo širše, kot samo nacionalna vpliv. In če se pač ostanemo pri mobilnosti, v Ljubljano se vsak dan pripelje 125.000 avtov, v katerem vsakemu teh avtomobilov je 1,2 potnika v povprečju. In zdaj danes govori o tem, kako bo tretji pas zgradili na vpadnicah in obvoznici Ljubljane. To je ukrep, ki bo na nacionalni skali povečal izpuste. Zato, ker če narediš večje ceste, je pač več prometa. In tukaj bo treba investirati, tukaj nameravajo investirati zelo veliko v infrastrukturo in s tem istim denarjem bi se dal javni promet vzpostaviti do te mere, da bi postal uporaben. Predvsem železnice, ki so nefunkcionalne v Sloveniji. In tu bi se, na nacionalnem nivoju bi se dal nekaj narediti. Za ukrepom, ki v resnici ni tako zelo komplicirano. Ukrepi morajo biti nacionalni in koordinirani globalno. Spravi, če pred zadnjim vprašanjem povzamemo. Dejanja posameznikov štejejo, vendar niso dovolj, oziroma si politiki ne smejo oprati rok in dati so odgovornost na posameznika, pač pa morajo sprejeti določene ukrepe pravzaprav oni, omejitve, ker ko imamo ljudje izbiro, bomo vzeli vedno tisto, kar nam je recimo lažje, kar nam je bolj všeč in kaj pravzaprav mogoče ni najboljše za okolje. Še kaj takega? Na volitve, kjer naš glas šteje, če so seveda tam kakršnikoli programi, za katere lahko volimo in rečemo, to je tisto, kar je dobro za našo prihodnost? Ja, mislim, glasovati treba za, promovirati treba pozitivne zgodbe in pozitivne primere, ampak tudi, če voliš proti največjim neumnim idejam, to mogoče ni napačno odločitev. Še en dodatek, ne? Pa podnebna kriza bo sama po sebi poskrbela za spremenjeno paradigmo, ko izbire ne bo več, če sem malo ironičen. Ne? Ja, kar ste me pravzaprav spomnili na še eno zadevo, spremembe potrebujemo zdaj, dejanja potrebujemo zdaj, ne pa tako, kako so zdaj planirane čez 9 let, čez mogoče, ne vem, 20 let. Mogoče zadnje vprašanje. V tvoji knjigi je opisana Islandija, kjer izkoriščajo geotermalno energijo in kjer izginjajo ledeniki. In na prvi ledenik, ki je nekako izgubil status ledenika, so Islandci dali tablo, na kateri je pisalo: Ok je prvi islandski ledenik, ki je izgubil ledeniški status. Pričakovati je, da bodo po tej poti v naslednjih 200 letih šli vsi naši ostali ledeniki. To spominsko ploščo smo postavili zato, ker vemo, kaj se dogaja in kaj bi morali narediti. Samo vi veste, ali smo to res naredili. Kaj bodo torej vedeli tisti, ki prihajajo za nami, kaj mislite? Pa je to pravzaprav vprašanje za čisto vsakega od nas. Kaj bo čez 200 let? Ljudje se bodo prilagodili. Problem je tem, da bo pač kvaliteta življenja močno padla in padla veliko bolj, kot če začnemo ukrepati zdaj. In zato je pač treba zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida. Boštjan? Absolutno se strinjam s povedanim, nimam kaj dodati. Jaz mislim, ledenik je krasen primer za nekaj, kaj se imenuje po angleško shifting baseline syndrome, mislim, sindrom spremembe osnove, ne vem kako se, da jaz, ko sem prišel v Slovenijo, sem zimo kot, vsak drug let je zelena zima, ne. Moj tast je smučal pod Prisankom poletje, junija, julija, tam je bil ledenik. Za njo je bilo normalno. Zame je nova normalnost to, da včasih se da smučati, včasih ne. Zdaj, čez 50 let bo nova normalnost. Tako da, zdaj pa bojo spremembe toliko hitre, da mogoče bo že ena generacija videla, to pa je zdaj res ogromna sprememba in zato moramo zdaj ukrepati. To mi da upanje, da zdaj spremembe so toliko hitre, da mogoče bomo malo hitreje ukrepali. Hočeš reči, ni slabo, da je Drek že priletel v ventilator. Ja, tako, in čim hitreje šli. Naj se razprošim, ne. V bistvu, po eni strani bi lahko rekla, da smo bili nekoliko negativni, ampak jaz mislim, da smo bili pravzaprav objektivni.
da smo povedali tisto, kar je pravzaprav treba povedati, kar je treba slišati in kar je treba razumeti, zato da bomo pravzaprav lahko upali, da bomo naš planet svojim otrokom zapustili v recimo ne take oblike, kot smo ga imeli mi v mladosti, ampak vsaj ne veliko slabšega, kot je danes. Najlepša hvala vsem za pogovor. Hvala lepa tudi vam in kaj še lahko rečemo, razmišljajmo o našem planetu, ker nimamo plana B. Je tako. Hvala in nasvidenje. Imamo planeta.